Tako ne moremo pa mi kot zbornica ne smemo, ker jaz sem odgovoren za finančna sredstva, kako se porablja, nam pa zakon propoveduje, da bi mi financirali zunanje odvetniška družba za zastopanje. Vi lahko uporabljate naše pravnike, ne morem pa jaz uporabiti sredstva za zastopanje navzven. Lejte, nekaj se bomo že dogovorili okrog tega. Tole zadnje, kar je bilo, lejte, jaz se zavedam problema mlečne krize in sam iščem poti. Ministra večkrat vkličem, nagovarjam, usmerjam, mu določene stvari ga tudi prosim in tako naprej, da bi določene stvari speljali, da bi ublažili to krizo. Lejte, minister je iz vašega področja. Jaz verjamem, da se vi tudi na njega direktno vrnete. Ali se ne da iz njemu tudi vi kot domačin, če temu tako rečem, verjetno tudi kakšno stvar lahko direktno dosežete. Ali ste ga pelali, verjetno ste ga pelali pokazati probleme divjadi tukaj in zdaj se pravim še enkrat, ne. Vsi skupaj podpirati moramo en drugega, da bomo vsi skupaj nekaj dosegli. Jaz se tudi nekako zavežem to, da bomo dali ta del zakona o divjadi in lovstvu na ustavna presoja, če je to ustavno sporno, ampak jaz sem kot državni svetnik leta 2007 že dal sprejet, mislim ne jaz, predlagal sem, da je državni svet dal na ustavno presoje zakon o divjadi in lovstvu iz leta 2004, tako da se je potem popravljal 2007. Ampak popravlja se samo določene zadeve. Vsebina kot celota, upravljanje, organiziranje se pa ni nič spremenil. Jaz vas 100% podpiram tudi tako, ko ste rekli, ko sem tudi sam rekel, če ni se pravi državno lovišče, čemu je namenjeno, komu služi, pa če ne daje pravih efektov, če se na drugi strani ni sposobno tisto lovišče plačevati škod, se pravi, če ne funkcionira tako, kot bi moglo, potem vas podpiram, da naj gre to pač se razpusti, pa naj gre v lovišča, ki so, se pravi, v lovske družine se ustanovijo, pač pa ta lovišče imajo. Glejte, to so vse opcije, na katerih moramo ustrajati, moramo nekako skupaj sodelovati. Zdaj, če jaz verjamem, da je to nekako, mora biti rešljivo, ker tako naprej ne more, na koncu. Se pa strinjam, samo pritiski, čim večji pritiski bodo pač dobrodili neke sadove. Jaz kaj več tukaj ne morem odgovoriti. Zdaj jaz, ali mogoče dvajgo znaki več odpovedati. Jaz lahko samo povem iz svojega področja, ker je bilo tudi vprašanje, drugače pa se v celoti strinjam, da edino na ta način lahko samo nekaj dosežemo, če skoncentriramo moč oziroma da vsi skupaj nastopimo v določenem interesu, ki je seveda adekvaten za vse, ne pa samo za posameznika. Gospod Vreš je vprašal glede financiranja služb. Poglejte, podatek je absolutno točen. Mi za ves ta denar, ki se ga jaz omenjal, potrošimo 1% in sicer 0,5% dobimo od države, 0,5% si pa sami zaslužimo, kot celotna služba. Mislim, da je to podatek, ki ga morate znati, glede na institucije, ki delajo tudi v tem prostoru in potrošijo bistveno več, pa jih ne bom omenil. Kar se tiče PRP-ja, zadeva je bistveno hujša, kot ste nekateri povedali. Predvsem na področju živinoreje. Zato mi delamo izključno tudi na tem delu, ki sem ga jaz prej omenjal, torej mleko in meso, na dveh segmentih, ne bom šel bolj podrobno, nekaj je že od županov govoril, ampak poglejte, spet smo pri tistem. Kaj je prednostno, kaj je prioritetno? Ti predlogi, ki vi omenjate, so naredili na Kmetijskem inštitutu, na Kmetijski fakulteti v Ljubljani in pa v Zavodu za ohranjanje narave. Zakaj tega ne povem? Mislim, da je prav, da to tudi veste, odkot so ti predlogi prišli. Ker velikokrat se dogaja to, da nekdo s prstom kaže na nas, na zbornico, na posameznike in tako naprej, predlogi pa prihajajo popolnoma iz drugih vrst. In se seveda na ta način zadeva potem zamegljuje. Kar se tiče dohodka, gospod Vreš, izpred 30 let, se strinjam.
Ste pa pozabili povedati, da smo takrat v Pomurju imeli odlično klavnico, ki je imela edina od takrat slovenskih klavnic ovalni žig, ki je lahko delala na celem svetu, in pa še vrsto drugih zadrug in pa podjetij v tem prostoru, ki jih danes več nimamo. Najverjetneje ne moremo reči, da je za to kriv Režonja Franca. Še nekaj. Ponovno povdarjam. Mi se moramo odločiti kot družba, kaj komu dajemo prednost. Ali je to človek, ali je to divjad, ali so to ptički in tako naprej. To, kar je gospod Kovač omenjal, saj niti ni tako nedolžno. Še hujše je. Če se odločiš za te ukrepe, moraš 15% travniških površin pustiti za to, da ptički lahko gnezdijo. Škoda, da ni gospoda, ki je prej odišel iz Krijskega parka. Še hujše je torej. In te zgodbe mi moramo tudi obelodaniti na takšnih okroglih mizah, kot je danes tukaj. Glejte, če je to res, kaj politiki govorijo, da delajo v dobro ljudi, potem naj to napravijo, da bo človek na prvem mestu. Hvala lepa. Torej, bilo je precej kritik na področje škod po divjadi. Torej, jaz bom za na konec samo še enkrat povzel, da se stvari zavedamo, da vemo, da so problematične. Tisto, kar je objavljeno, kar je povedano, je res in da so vse usmeritve naravnane v to, da se te škode zmanjšajo. Izkoriščam pa to priložnost, zdaj, ko ste tu predvsem iz tega severovzhodnega dela ljudje prisotni, da tiste lovce, člane lovskih družin Krka in člane lovskih družin Kompas, da jih poleg nas, mi jih tak ali tak, pozovete, da aktivno sodelujejo in da si vsi skupaj prizadevamo, da ta odstrel, ki je načrtovan, da ga 100% in več realiziramo in da bodo škode definitivno manjše in da bodo znosne za vas in nas. Dolžnost vseh nas pa je, da takšne podbojo, da jih itak moramo poravnati in smo jih do zdaj zmeraj poravnati. Ampak rešitev pri tem, da škode so, ni dobra in zato želimo, da bodo škode čim manjše oziroma da bodo najmanjše, kar je možno in da kmetijstvo zaradi tega, zaradi divjadi na tem področju, ne glede na to, da smo v robnem prostoru in da je vpliv tudi sosednje Madžarske, divjad ne sme biti omejitev za kmetijstvo v bodoče. S tem bi jaz zaključil svojo misel, tako da prepričan sem, da so vsi ukrepi, ki so zdaj v tem pravkar sprejetem lovsko-upravljavskem načrtu, da bodo pripeljali k temu cilju. Hvala. Vsem našim trem gostom iskrena hvala za vašo udeležbo, za podana stališča. Mislim, da je bila zelo dobra razprava. Tudi vsem vam hvala za udeležbo, za izražanje vaših mnenj, vaših stališč. Vsaka stvar, vsaki problemi se rešujejo najprej z odkritim pogovorom. Mi Slovenski ljudski stranki, pa jaz pa vam obljubljamo, da bomo storili vse, da naslednjič, ko se tako srečamo, bomo prišli in rekli, da pa smo nekaj zadeve rešili, da smo naredili stvari bolje, da bom tudi vam lažje kmetovati in ne nazadnje tudi na tem območju živeti. Sedaj pa zadnjo besedo predajam našemu gostitelju. Tudi moje imeno hvala, da ste se vzeli čas in nas obiskali in na koncu vas povabim tukaj v kuhinjo na en pijačo.